Kava s Červekom. Dobrodošli na še eni kavi na Radiu 1 in danes je z mano človek, ki je v bistvu v glasbenem smislu res naredil že ogromno za Slovenijo. Poznamo ga po hitih, ko so Lagano, Letim, Good Vibe in zdaj le najnovejši Superman. Čale Sale, dobro jutro. Dobro jutro, legenda. Prvo vprašanje za vsakega isto. Kakšna je tvoja jutranja rutina? Jutranja rutina predvsem je povezana dosti s treningom, pa s tem fastingom, glede na to, da zdaj probam malo hujšati, moram zgubiti maščobo. Drugače pa klasika, pač zbudim se, prvo odprem vsa okna, grem na WC v kopalnico, da se malo zrihtam, pol pa takoj v posteljo s Tamalim pa z Ivon se malo crklamo, evo zdaj bo tam malo 4 mesece. Moram reči, da smo ločeni še, v smislu, da jaz spim v dnevni sobi na kavču, ona dva pa imata spalnico, zakonsko posteljo, on spi na mojem delu postelje, tako da zdaj se vidi, kdo je šef doma, pač tako je. Ampak ja, se bomo probali navaditi, da dejansko zdaj ga je nehala dojiti po 4 mesecih, ker nima več mleka, tako da je na flaški, na formuli in so malo večje doze in tudi vse več je začel dlje spati, pa neprekinjeno. To je dobro. Tako da se počas vračam nazaj na svoje mesto v spalnico, v posteljo, pa bomo videli, kako bo. Kako si pa s kavo? S kavo pa tako, odvisen od situacije. Zdaj tako, ko nekam pridem kot gost, pa to zjutraj ali na radio ali v kakšno tako oddajo z veseljem. Drugače pa, da bi jo sam doma, jaz kdaj delu, se ne spomnim, da se je to kdaj zgodilo. Edin, če imam goste kakšne, drugače pa moja Ivon, imamo prav kavni aparat, ona si vsako jutro naredi kavico, seveda zdaj, ki je bila noseča, to neko brezkofeinsko, pa zdaj isto ne pretiravali s tem, ampak nje je to bolj gušt, taka navada. Okus malo. Okus pa to, ja, ful je enih različnih tem okusov, pa une kapsule, jaz ne vem to, kaj je. Ampak jaz nisem bil nikoli tak nek fan, že tako se spomnim v srednji šoli, ker sem bil, pa ker smo malo špricali pouk, pa so me pol sošolke vabile skozi na kavo, pa vsi so tam pili kavo, jaz pa sem naročil parkrat, sa mi ni nekaj bila, na koncu pa zmeri čaj spil ali pa tako da. Tako je še danes. Drugače pa se ne branim kave, pa mi tudi paše, ampak da bi pa vsak dan imel neko kavno rutino, to pa ne. Zanimiv. No, mi imamo tudi, se pravi, DeLonghi je leta Explore, ima ponovno tudi cold varianto, veš? Ne narediš za poletje, ampak ti se pa odločil že prej, da bo še en dvojni espresso. Najbolj, ja, da me dvigne. Da me dvigne in to je to. In to je to, ki sveže zmleta in naredi svojo. Top. Ja, se pravi, zdaj si že omenil, 4 mesece, Alex. Kako je zdaj? To je še vse frišno, predvidevam, ne? Pa tako bom rekel, itak 9 mesecev je ženska noseča, pa imaš ti čas, da se navajaš na vse to, kar pač pride, ampak dejansko ne moreš biti pač pripravljen. Šele, ko otrok pride, jaz pravim, mi moški rabimo neki cajt, da sprocesiramo pač zadevo, da dejansko je tle še neki, jaz pravim, njemu mehen človek, za katerega si ti odgovoren, moraš paziti, skozi biti pač z njim. Ivon je res 24 ur na dan z njim, tako da tukaj res pač lahko sam dam kapo dol in sem zelo vesel, da imam tako partnerko, da res jo to veseli. In ona je, vidi se na njej, da je zdaj to najbolj srečno obdobje njenega življenja, da to je tisto, o čemer sva pač sanjala, da imava svojo družino in še enega novega člana. Tako da ja, je pa zelo lepo meni, ker vidim, hvala ti, vidim, da iz dneva v dan vse več stvari že opaža, napreduje, dojema počas, kaj se okoli njega dogaja, ni tako, kar na začetku, ker se je sam dojil, spal po kaku, pa tako, ni točno še vedel, kaj se vse dogaja, ampak iz dneva v dan že vidim, tudi, ko pridem v poslo, zjutraj me lepo prepozna, se mi že začne smejati, pa nekakšne take fore pada, tako da po moje zdaj počas po pol leta, da prihaja to obdobje, ki bo še bolj zabavno. Vsaj za nas pač očete, ker meni je tako, težko je biti sama medicinska sestra, po domač povedana, jaz sem pač Ivon probal čim več biti ob strani po noč, ne vem, kaj je dojila, sem se tudi jaz zbujil, pa je rekla praktično brez veze, da se zbujaš, ker mi nič ne moreš pač pomagati, to moram jaz pač sama z njim ene stvari narediti. In je rekla pol, evo, odprav se, zapri se lepo v dnevno sobo. Hvala lepa. Tam se spoči in to je to. Ker je tudi ja, sem videl, tudi glede spanja mi je dosti bolj težko zaradi tega, ker raj spim 5-6 ur v kosu, kakor pa na vsake 2-3 ure se zbuja, tako, ker se ona mogla, tudi na njej sem to videl, zato sem pa jaz kakorkoli parkrat tako
probo tudi uskočiti, da sem jaz njega čuval, pa da je ona 2-3 ure pač odspala, pa popoldne pol, on tudi, ko spi, se lahko tudi ona malo spočije. Pa ni lih tako, kot vsi pravijo, starši morate spati takrat, ko otrok spija, ne. Takrat pol izkoristiš, da neke druge stvari narediš, ona pa predvsem. Tako da zdaj se veselim, evo, dopusta, ker bom 2 meseca sem si vzel dopust lih iz tega razloga, ker bo zdaj Alex pol leta, da smo lahko čim več skupaj in da gremo tudi na morje, no. Ker ona je iz morja, iz reke in zdaj vsak vikend sta hodila dol, ker je bilo pri nas slabo vreme in vidimo, da mu tam ful ustreza ta klima in da ga tudi mogoče ta vročina, morje, pa to, da ga tako malo zmatra. Ma v krvi, ne? Ja, pa da ima tudi v krvi, v DNK-ju ima zika. Tako da smo videli v bistvu, da bomo probali čim več časa z njim preživeti polet na morju, ker že na primer v spanju je ta ful velika razlika. Na Vrhniki doma, ko smo, spi, ne vem, v kosu 3-4 ure, to je res nek maksimum, pa se itak zbudi, pa pol 1 uro nemiren, pa pol spet, pa tudi malo ta spalna regresija, pa preskok, ker je ful hitro, zdaj že zrastel, pa je v razvoju 1 mesec prehiteva. Ja, tako da smo rekli, da pol to izkoristimo, ker na morju pa spiš že 6-7 ur v kosu, ko se zvečer ob 11 zadnjička je, ima to rutino, pol se uspava in je miren do 6-7 in zdaj Ivon, ko z njim spi, je rekla, ne moram verjeti, da koliko pač morje res vpliva, ne. Jaz pač nimam še otrok, ampak zmeri tu poslušam, veš, ko prije otrok se ti svet spremeni, tu vidiš samo še njega. Je to res? Res je. Od prvega trenutka? Res je. Mislim, vsaj pri meni je tako bilo, ne. Prvo, tako bom rekel, otrok v tebi neka čustva vzbudi, ne, ki jih mogoče nisi še do takrat pač izkusil oziroma začutil. In jaz sam pri sebi sem videl ta flashback, spomnil sem se vse nekako na svoje otroštvo, kako sem skupaj jaz starši, kaj sem vse pač preživljal in avtomatsko pomisliš, koliko starši naredijo za tebe enih stvari, za kere se ti sploh nisi zavedel v tem obdobju. In tukaj pol, ta povezava, ki jo imata itak mama pa otrok, je itak nekaj najmočnejšega, nekaj najbolj neprecenljivega na svetu, ker je on pač v njej in to je že taka povezava. Jaz sem že videl tako par primerov, nekaj, ne vem, ne morem, ali se ona nekaj ni dobro počutila, ali nekaj prav začutila je, on je pa začel jokati in je takoj pač šla. Videla je, da nekaj ni, veš, ali pa tako. Par je takih situacij bilo, ko se prav vidi, da sta bolj pač povezana. Pri moških nas je pa tako, da moramo malo še sprocesirati, pa se navaditi na celo situacijo, pa vse, ampak ja, v meni je ful enih čustev, pa tudi tako dodatne motivacije pa zagona sem začutil, da zdaj, da bo moj otrok ponosen na mene tudi, da nekaj pač za sabo, da nekaj naredim, pustim nekaj dobrega, da bo vesel, ko bo vse to pač spoznaval, kdo sem jaz, kaj njegov oči dela, pa tako, kaj so pa teže v vrtcu obiski, moj oči dela to, moj gasilc, moj policaj, moj pevc, veš, tako da... Moj pa najbolj slavni reper v Sloveniji. Pa dobro, ja, mislim, bomo videli zdaj, kako bo to, zanimivo gledati, no, kako bo Alex to pač dojemil. Zato pa, veš, zraven pol pride tudi neka tako odgovornost, nočeš, jaz že tako in tako vem, da me ful mladih pač posluša in da držim se neke te družbene odgovornosti, vse tega pač zavedam in probam delati sam pozitivne stvari, in biti pozitiven zgled. In tukaj definitivno vse pač, kar delaš, želiš biti svojemu otroku, pozitiven zgled. In tudi glede na to, v kakšnih teh norih časih zdaj pač živimo, kaj se vse okoli nas dogaja, vidimo, da dejansko mladini ni lahko odraščati v tem svetu. Ja, res je. Ker res je, imajo možnosti za vse, in za razvoj in vse, ampak toliko je enih stvari, da jih ti moraš malo pač usmeriti. Ker mi mogoče nismo imeli toliko možnosti za tehnologijo. Mi smo pač imeli šolo, šport, kolo vzuni, ne vem karkoli in si pač bil prepuščen temu, da si pač preživljal čas vzuni na ulici, na igrišču s prijatelji, zdaj pa malo drugače. A bi recimo rekel, oziroma tega bi se rad dotaknil, ker slih tehnologijo in to omenil. Vidim, ker ste spremljali na Instagramu, ves čas objavljaš, se pravi, kaj se ti dogaja v življenju in tako. Zdaj seveda tudi sina dostikrat pokažeš, ampak ne pa obraza, to me pa zanimivo. Ja, zdaj sva v bistvu tako sva se odločila, to je Ivon je rekla, da je njena želja, da ne bi izpostavljala. Jaz sem se pol pač s tem avtomatsko pač strinjal, sem rekel, kakor ti pač želiš, ni. Videla sva, da mogoče določeni ljudje, prvo, nočem zdaj nikogar res užaliti. Vse to je normalno, pač že, ko se ti otrok rodi, si ful pač ponosen, vsem ga hočeš pokazati. Ampak pri nas, ko smo javne pač osebe,
nekateri ljudje pol tudi mogoče malo to izkoriščajo za nek marketing, promocijo, za kakšne tako, ne bom rekel, da izkoriščajo otroka, ampak izkoriščajo celotno pač situacijo zdaj, mlade mamice, oči in to. In je rekla Ivon pač, da si ne želi tega nekega pritiska, tudi se pravi strani pač publike, ki mene spremlja, pritiska na njo, pa pritiska na otroka. In je rekla, ne bi zdaj rada, da je še čist mejhen, da ima lahko pač vsak človek njegovo sliko doma, ne. Spet, itak se imamo posod različne vrste pacientov, pa psihopatov, ki lahko pač s temi slikami delajo karkoli. Tudi pol je tako, malo pomisliš na kakšno norčevanje, a ne, ki so kakšni te mladi, ki pol tega bullyinga je ful na internetu, lahko se najde nekdo, ki pač ni moj fan, pa iz tega neki naredi neko smešno zadevo, ki mogoče ni škodljiva, ampak tebka staršu v tej situaciji ni vseeno. Ja. In pa sem jaz rekel, ok, se strinjam, deva pač malo počakati, bomo videli, kako bo. Tako da na začetku smo v bistvu hoteli že pri 2-3 mesecih narediti eno slikanje, tako malo bolj profi, ampak je zadeva bila taka, da v bistvu ni bilo niti cajta, niti prave situacije, on je pa tudi vsi lasje so mu odpadali. Mi njega itak skozi slikamo. Jaz imam milijon enih slik na telefonu, že ta sem mogel dokupati zapolnilnik, prostor, dodatno, ker pač sam njegove slike so čez cel telefon. Vse, kar se zgodi takoj. Vse, jaz sam slikam, snemam vse, tako da najbolj zabaven je to, da imam Ivon pa njo, vse slike imam z njo pa z njim, pa ona z njim v različnih situacijah, jaz pa sam nimam nobene slike, ker sam njiju slikam pa njega. Tako da sva rekla, sigurno pa ga počas bova že pokazala, ker se mi zdi, da je zdaj že malo večji, pa da že malo nekako, tako ni pač nebogljen dojenček, ampak že malo, veš. Se že odziva, kako se rekel. Ne vem, za foro smo mu kupali ena sončna očala, ker bomo šli na morje in smo pol, ne vem, prek interneta za par evrov to naročili in smo mu jih dali gor. In je rekla, ona dej, da vaju slikam, in kaj je slikala, je on kar že sam, kada je dojel, kaj se dogaja, in se je kratko nasmejil. In je že malo pozeril in to. In smo rekli, ok, zdaj pa mogoče že cajt, da naredimo kakšno slikco. Tako da zdaj, evo, po 4 oziroma 5 mesecih sva se odločila, da počas bova naredila eno slikco, tako in da tudi... Uradno, ja, da se bova temu pač prepustila, ker vidva, da dejansko ljudje... V Sloveniji so glede tega res dosti odprti, in da veliko tudi tistih, ki so tako dosti znani, pa to izpostavljajo svojega otroka brez kakršnega koli pač problema. Midva sva rekla na začetku, raj bova malo počakala, da vidva, kako se bojo stvari razvijala, tudi kako se midva počutva, a ne, tudi Ivon je rekla, da je zdaj pač malo lažji, kaj je vse začel. Je steklo, ne? Steklo, pa se je navadila na nek tempo, tudi jaz, ena drugega smo se mogli pač navaditi, zdaj moram reči, da smo se in da iz dneva v dan gre na bolj. Že vidiš kakšno podobnost z njim, da lahko povedeš, to je pa pomen? Žal moram reči, da najin otrok je res tako 99% podoben Ivon. Se pravi, on je njena kopija, isti je, vsi ljudje, ki so ga videli, so rekli, Alex je isti, ka Ivon, nič ti ni podoben. Eni me zafrkavajo tudi, da si preveril, če je tvoj. Tako da, to so te klasične, je 100% moj, ampak mislim, moja mama, ki ga je držala, je videla ene podobnosti tako v mimikah, pa mogoče tako v obnašanju, v karakterju, v kakšnih pač stvareh. Da bo karakter tvoj, ja. Mogoče to, ampak mislim, da bo karakter na naju oba, ker tudi njena mama pol, ki ga je imela, je pa res videla isto ful enih podobnosti in po karakterju in po izgledu. Ampak zaenkrat je izgled sam njen, meni je podoben malo po laseh, ker jaz sem bil blond na začetku, ker sem se rodil. Ja, sem bil svetu, tako da on je tudi čist svetu, ona je bila isto čist svetla. Zdaj pa ne vemo še, ker se dojenčkom na začetku razvijajo oči, vsi imajo bolj tako modre, pol se razvije, ne vem, par katerih mesecih. Ona ima modre oči, in bi bila tako zanimiva kombinacija, če bi imel temnejše lase na mene, pa modre oči. Bomo videli pač, kaj bo se razvil. Ampak je pa tako, moram reči, da je zelo, kako bi rekel, prikupan otrok. Vsi, ki ga vidijo, joj, koliko je lep, koliko je luškan, ne moram verjeti. Tako, ful je pozitiven, ful je vesel in vsak dan, ko se zbudi, je pač vesel. Ni nikoli tako neki zamišljen ali pa neki. Mislim, doma imamo ene slike v dnevni sobi in jaz ga pač veliko res nosim in ko ga nosim zmeri pač 2 slike ima, ko je tako narava, gor pa morje pa to in sam tako gleda in to lahko gleda tako 40 minut. Ocenjuje te slike, kaj se dogaja, to mu je ful zanimiv. Spet morje, ne? Morje, reka, eno jezero, vse je to, 2 različne slike. Naravo ima ful rad,
Pa drugače tako, evo, lahko povem za foro, jaz sem pokazal nov spot, ki je prišel. In sva rekla, ok, da vidimo, če se bo pač odzival, kaj bo se zgodilo, ne. In je pač, takrat je bil lih tako 3 mesece pa pol in je pač jaz sem ga držal in je sam gledal in je vsrkaval v sebe zdaj vse te informacije. Jaz ne vem zdaj, koliko je on, ali mene prepoznal, ali je dojel mogoče energijo, komada, pa vse, ampak tako, ponavadi tako, če mu kaj pač pokažemo ali pa kaj, ga ful hitro neha pač zanimati, pogleda nekam drugam, ne. Tle pa, kaj je bil komad 2 minute pa pol, je gledal pač 2 minute pa pol v ekran in je pač vibe zraven mene. Jaz sem ga tako v ritmu mal levo, desno, veš, da pride noter v komad in mu je kar pasalo. Tako da je rekla Ivon, evo, 2 minute pa pol brez prekinitve je gledal zdaj tvoj spot, se pravi, on bo tvoj največji kritičar. In največji fan. Ja, to tudi upam, da bo. In da mu pač vse spote, prvo, ko pridejo njemu, pokažeš, da vidiš, kakšna bo reakcija, če bo začel jokati, pol zihar neki dobro. Gremo še enkrat snemati. Nazaj na Tenerife, meni lokacijo, gremo hiter, ja. Ni potrdil Alex, tako da, ja, zanimivo. The best. Ste videli, da uživaš vsem tem nove vloge, no? Ja, mislim, realno sva si oba to pač ful želela, pa bila je korona takrat, pa bila je taka situacija, da ni bilo tudi vse pri nama pač pošlihtano v smislu, ka pravijo, vse kao, ka bo vama to namenjen, se pač, veš, že zgodi. Takrat sva imela pač, jaz sem imel itak, ka je bila korona, ful veliko cajta sva bila skup in vsi pravijo pol, v tistem času vidiš, če si res zaskup ali nisi, a ne. Midva sva imela par teh testov, že ko smo stanovanje prenavljali doma, leta 2019, ko se je ona pač k meni preselila predtem, sva pol zraven prenove tudi živela v tem stanovanju, pa pol kasneje je bila itak ta korona, pol pa ona je, če si iskreno lahko povem, neki cajta je imala te kontracepcijske tablete in pol je bila fora, da so se ji hormoni čisto pač porušali in vse je, tudi glede tega sva mogla pol nekaj časa počakati, da se to vse normaliziralo, da lahko sploh na temu pač začneva, ker želela sva si pa že prej to, ne. Tako da je pol bilo nekaj časa tega čakanja, pa pol sva še delala na tem, je še nekaj časa trajal, kakšnega pol leta sva pač delala, da se je zadeva lahko prijela in pol. Kar ni bilo slabo, ne? Ja, mislim, itak, ampak tako je, veš, kako bom rekel, mislim, tisti itak, ki so v procesu tega, ne, ki hočejo pač zanositi, jaz pravim vsem, ne smeš biti preveč obremenjena, ne. Ja. Jaz sem imel dosti stresno obdobje, ker sem v tistem cajtu lih tako v roku 12 mesecev posnel 5 novih singlov, pa 5 novih spotov, ful sem delal tudi nastopi, svašta se je pač dogajalo. Aha, sem že mislil, da samo od sebe se ugasne, veš, zazna, da ne rabe delati. Ne, drugač pa dober espresso moram. Če ga bo še enega, ti sam rec, veš. Zdaj je že dvojni, dosti bo, da nam poletu. Letim. Ja, tako da je bilo takrat tako malo dosti pač stresno obdobje, pa veš, kakšne so pol ženske, ona je imela te aplikacije, kdaj so plodni dnevi, kdaj je treba, takrat vse, a veš, pozorno, pa po parih mesecih sem jaz pač rekel, lej, bolj, da nič ne govoriš mi, midva pač mava se rada, vse je to super, ka bo, ka mava date night, se lahko pač zmenva, to je večer sam za naju, lahko pa pač sproščeno, vsak ima svoj ritem, zvečer se srečava pač v spalnici, če kaj bo, če pa ne, ne. In tako je pol na koncu tudi prišlo pač do tega, tako da vsem pravim mladim parom, ki hoče zanositi, pa to čim manj kompliciranja pa planiranja. Imejte se radi, sproste se, go with the flow in to je to, ne. Dejva zdaj počas zavite v glasbo, gledam tudi, da imaš za sabo že 13 let karijere, ne, zelo, zelo uspešne. Kako po tvoje uspet v Sloveniji? Ja, to je ful zanimivo vprašanje, ki ga tako dosti mladih mi pa zastavlja. In jaz zmeri tako pravim, proces je zelo zapleten oziroma kompleksen in ne gre čez noč, ne. Prva stvar, ki se jo ljudje morajo zavedati, da tudi jaz, ki sem pač tukaj na sceni, kam je ratal pač mega hit lagano, ne vem, koliko ima zdaj več kot 9 milijonov, že so mi rekli pred kratkim šel čez. V 6 letih, se pravi, 6 let nazaj se je to zgodilo. Dosti folka je mene spoznal takrat pač prvič in so pač mislili, da sem jaz nekdo nov na sceni. Ja. Jaz sem bil pa predtem dejansko že na sceni dobrih 7 let, ne. Ja. In ves ta cajt smo pač delali na tem, da bi pač prišel lahko do tega uspeha oziroma do tega enega komada, ki te pač ponese v nebo in ki ti pač spremeni življenje in odpre pač pot za kariero, ne. In jaz tako pravim, da predvsem v Sloveniji je problem, kar se tiče sam glasbe, da je trg majhen.
da samo 2 milijona ljudi razume ta jezik, da strani medijev tudi nismo toliko podprti, kot bi lahko bili. Plus pri meni je še večji problem bil, da je to še danes problem, da delam tako zvrst, ki ni med najbolj priljubljenimi v Sloveniji, da ni najbolj poslušana. In žal se tudi vsi glasbeniki soočamo s tem, da je v Sloveniji najbolj poslušana tuja glasba, ameriška in balkan glasba. In tukaj je zdaj jaz tako pravim, prvo moraš imeti rad to, kar delaš, to je najbolj pomembna stvar, morate ta zadeva veseliti. Ja, ker jaz sam sebi rečem, odkar se ukvarjam z glasbo, jaz enega dneva nisem bil v službi. Jaz vse to delam, kar me pač veseli, jemljem ene stvari, ker niso pač ustvarjanje glasbe pa nastopanje zraven kot del posla, ampak še zmeraj je pa to povezan z mano, z mojim lifeom, nimam nobenega zdaj šefa, kjer mu moram pač odgovarjati, imam neko svojo ekipo, delam projekte, kjer si sam zamislim z ekipo, z ljudmi, ki so mi cool, v okolju, ki mi je cool, nikoli ne delam neki nasilo, ali pa ne vem, tudi, ko imam sodelovanja s podjetji, nikoli nisem delal neki samo za dober denar ali pa za neko dobro ponudbo, ampak prvovrstno gledam nekaj, kar pač paše v moj življenjski stil, kar meni sede, kar je povezan z mano, z mojo kariero, da se pač tukaj nekako zadeva nadgrajuje. Se pravi, se tudi že zavrnil, recimo, kakšno stvar? Ja, moram reči, da sem ful enih stvari zavrnil in tudi tako, ne morem blih poimensko izpostavljati, ampak mogoče neka podjetja ali pa tudi mogoče ljudi, ki so tako res ful uspešni pa ful znani, pa bi vsak 90% ljudi bi rekel, jaz bi takoj šel, zakaj nisem. Naprimer že, pri meni, če gledamo že sodelovanja z glasbeniki, je tega bilo zelo malo. Ne vem, duetov sem naredil sam ene par, eden izmed mojih najbolj znanih duetov je z Janom Plestenjakom, pol pa ni neki ful tako duetov bilo v smislu, manjka mi mogoče kakšen duet s kakšno znano ali pa kvalitetno pač pevko pri nas, kjer jih je pač ful. Ampak jaz se mogoče tem sodelovanjem izogibam lik zaradi tega, ker jaz imam en svoj specifičen stil. In pol ti, ko delaš z nekom, ki ima malo drugačen stil, je ful težko ali se mora on meni prilagoditi, ali jaz njemu, ali oba en drugmu, ker pol zadeva velikrat ne izpade tako, ker si pač bi jaz želel, ali pa nekdo druga. In zdaj sem rekel, da je cajt, da to malo pač spremenim, ker odpiram studio s svojim producentom Željkom Mladenovićem, midva zdaj delava zdaj. On je bil prvi producent, ki me je leta 2010 sprejel v studio in sva začela pač delati in že od začetka je on nekako verjel vame. Mi smo bili par reperjev iz Vrhnike, oni so me z njim pač predstavili in tako smo sedeli pač po tem prvem snemanju na kavi in je on mene gledal in je pač rekel predvsem, fantje brez zamere, ampak jaz vidim, da ima Sale edini od vas pač potencial, da nekaj več pač naredi na tej sceni. Tako je pač iskreno povedal in takrat so vsi pač se strinjali in vsi so pač govorili in nasploh zaradi mene, mojega stila, obnašanja, izgleda in vsega tega in ful je lepo, veš, da še danes pač delava skupaj, da sva po 13 letih sodelovanja, vmes tudi nisva delala, sem jaz delal z enim drugim producentom, pa je on delal neke druge stvari, ampak smo se nekako pol spet srečali in evo, zdaj končno po 13 letih odpirava pa svoj studio na Vrhniki v sodelovanju skupaj z občino, tukaj me je občina Vrhnika res ful dobro podprla in sem ful vesel, da v bistvu pač tam itak sem domačin, tam sem začel prvo ustvarjati, velik dam na to lokalno pač skupnost, podpiram to, tudi na Noč na Vrhniki sem že večkrat nastopil, vsako drugo leto sem tudi jaz gost in odpiramo pač ta studio in zdaj se bo tukaj zadeva pač začela nekako bolj razvijati v to smer, kjer si jaz želim v smislu, da bomo imeli več časa za ustvarjanje, da bo to ustvarjanje bolj redno, da bom prvo imel urnik v studiu od ponedeljka do petka, ne vem, od 10 do 4, 6 ur, kjer bom pač noter, kjer bom pač dejansko delal. Ker zdaj imaš zraven kot glasbenik v Sloveniji ful še enih pač drugih obveznosti. In če se vrnem, da ti na hitro odgovorim še na to vprašanje, kaj je potrebno za uspeh, jaz pravim, prvo, da delaš to, kar imaš rad, da se trudiš. Najbolj pomemben pri moji karieri je bilo to, da nisem odnehal, ker bi lahko v tem cajtu že 7 let, preden mi je ratal pač ta nek preboj pa hit, bi lahko že 20krat odnehal pa rekel, ok, ni nič od tega, vidim, da s tem pač se ne morem preživljati, grem nekaj pač drugega delati, vmes sem zaradi tega tudi imel 2-letni premor, ker sem delal v trgovini športno prehrano, pa kot osebni trener, pa bil sem vodja enega fitnessa in tako. To me še zmer mene veseli, ampak glasba me najbolj pač izpolnjuje in jaz sem si pač to želel in sem čakal, da pride ta trenutek in se je poklopal. Ampak ja, ljudje danes ne vidijo, koliko je v zadnji res enega truda, dela, odrekanja, tudi moraš imeti dobro ekipo, moraš imeti ljudi, moraš imeti zamisli,
moraš imeti na koncu dneva tudi malo sreče, da se zadeve pač poklopijo. To sem hotel vprašati, koliko je tle sreče. Ja, ker ti, veš, tako je, jaz pravim v glasbi, ti narediš pač 10, ne vem, primer, narediš 10 komadov, a ne? In tebi so vsi te komadi, vsak komad, ki ga na novo narediš, ti je dober in ti v njega pač verjameš. Ampak pol je pa vse odvisen od časa, v katerem se pač ti nahajaš, pa okolja, kaj se trenutno pač dogaja, a ne? Prvo, kaj se dogaja na glasbeni sceni, kaj se dogaja nasploh okoli tebe, v tem okolju, v svetu, kaj je zdaj pač moderno, kaj je ljudem pač všeč, kaj je ljudem blizu, kaj se trenutno, a ne, pač dogaja in pol velikrat je tako, da se more zadeva pač sam poklopati. Meni je, ne vem, par komadov je tako, kaj jih imam, ker sem ful velik potencial mislil za njih, da pač bojo, da bodo ful večji hiti, kot so, a ne, pa dejansko niso pol dosegali teh rezultatov, kar sem si jaz mislil. Ja, na koncu je to dosti pač povezan z okoljem pa sceno, na kateri smo, ker meni pravijo, ti, če bi izdal ta komad lagano, ne vem, v neki Nemčiji ali pa Španiji ali pa, ne vem, Ameriki bi zdaj bil že milijonar, ne bi rabo naš dela do konca lajfa pa vse, ne. Sam rekel, lej, pač tako je, mogoče pa lih zato, ker bi bil na neki drugi sceni, pa mogoče ta komad ne bi prišel do izraza, ne. Jaz se pač s tem ne obremenjujem, jaz sem rekel, delam to, kar me veseli, imam eno konsistenco, res gledam ful na pač kvaliteto in kvaliteto muzike, kvaliteto spotov, lahko tukaj res rečem, da sem med najboljšimi v Sloveniji in da kdorkoli me pač posluša, nekdo pač, vsak ima svoj okus, ne? In ti vsak lahko reče, glej, meni ta njegov komad pač ni cool, ne vem, besedilo me mot, produkcija, kakorkoli, noben pa, vsak lahko izbira nek svoj okus, ne more pa noben reči, da zadeva ni kvalitetna, a ne? In to je pri meni nek ta čar, ki ga imam, da vse stvari so res kvalitetne in da tudi ljudje, ki vidijo en izdelek, da takoj nekako začutiš, da je to moj stil. In ko pogledaš, ne vem, nekdo, ki me ne pozna iz tujine, ki vidi, takoj lahko oceni, aha, to je Čale Sale, on ima tak stil, posluša par komadov in vidi, da je vse v nekem pač mojem stilu. Je neka rdeča nit, ne? Rdeča nit in da noben ni tak, kot jaz. In jaz pravim, ko mi pol pravijo, kje je tvoj največji pač plus v tem, kar pač delaš, jaz pravim, to je moja moč, a ne, da noben ni to, kar sem jaz in da noben ni tak, kot sem jaz, a ne, da imam en svoj poseben stil, po katerem sem prepoznavan in mislim, da zaradi tega sem ljudem tudi blizu, predvsem pa po moje čutijo to mojo iskrenost, pa iskreno sporočilo, pa pozitivnost, a ne. To je ful pomemben, da jaz res pač pri muziki gledam, da nekako različna sporočila probam zapakirati na čim bolj zabaven način, a ne. Lih lepo si zdaj navezal na to pozitivo. A misliš, da je premalo pozitive na naši sceni? Pa, mislim, jaz tako pravim, pozitive nikoli ni dovolj, ne. To je tudi res. Zmeri bi lahko bilo pač tega več, ampak nasploh, tako, ko gledam, mogoče bi bilo lahko več pozitive v smislu, da bi glasbeniki bili bolj zedinjeni, da bi bolj med sabo držali, da bi se bolj povezvali, da bi bilo več teh sodelovanj, duetov, skupnih koncertov, da bi si delili publiko. Ker tukaj je trg toliko majhen, da mi enostavno, če hočemo res dosegati dobre rezultate pa odzive na naše komade, mi moramo res držati skupaj in se različni izvajalci z različnimi zvrstmi moramo povezvati skupaj, ne. Iz tega razloga sem jaz tudi, ne vem, nastopil na Noči Modrijanov. Oni so me pač povabili, ne. Pa že večkrat smo se pogovarjali o tem, da bi naredili kakšen duet. Z veseljem bi tudi to naredil, a ne, ko bo ta prav pač cajt. Tako da se mi zdi v tem smislu mogoče malo manjka tega pozitivnega duha, drugače pa kar se tiče pa ustvarjanja glasbe je pa tako. Glasba je res tako specifična, da vsak ima neko svoje čustvo, svoje misli, nekaj pač kar ga fura, ne. In tukaj pri glasbenikih drugih, ki mogoče ne delajo neke pozitivne muzike, jaz to tudi razumem. Zato, ker enostavno oni dajo ven iz sebe to pač kar čutijo, a ne. Jaz pa zmeri gledam, tudi če je neko mogoče družbeno kritično sporočilo ali pa nekaj negativnega, probam to na en zabaven način, a ne pač zapeljati. Ker hočem, da je moja glasba tista, ki ljudi dviguje, da na njih pozitivno pač vpliva, če imaš ti slab dan, da to pač poslušaš, pa ti pač te dvigne gor. Je pa res, da če imaš slab dan, pa poslušaš en tak komad, ki je mogoče malo dramatičen ali pa ima tako eno sporočilo, ti tudi je lahko to blizu, a ne. Vse je pač odvisen zdaj od posameznika pa od nekega stila, ker jaz tako v življenju, ko sem pač odraščal, v najtežjih situacijah, ko sem bil, je meni res muzika ful pomagala, a ne. In tudi ni bila ta muzika skozi pozitivna, včasih je bila tudi pač, rap je znan pač po temu, Eminem, 8 Mile, pa je tam ne vem kaj vse rapu, a ne, ali pa en komad, ki je pač svojo mamo disu, pa proti njej govoril, pa je meni bil ta komad pač ful dober, a ne. Čeprav je bilo tako negativno sporočilo in sem se dostkrat najdel v kakšnih takih mogoče
uporniških komadih, ki niso bili pozitivni, ampak mi je v tem obdobju pač to tudi pomagalo. Ker zdaj imaš veliko mojih fanov, ki so že začeli tudi malo deliti na tiste, ki, imaš večina folka, ki mene posluša itak vse moje komade, stare, nove, ampak večinoma te novejše. Imaš pa te mlade, tako stare nekje med 15 do 20 let, ki so se pa najdali zdaj v starih komadih. Ja. Ker sem pa jaz bil tako uporniški, grde besede, kletvice, malo sem bil nevaren, gangsta rap stil, takrat sem pač furil in to in jim je blizu to in pol. A se bo še kdaj ta star Čale Sale vrnil iz leta 2012 z gangsta rapom, z uličnim stilom, pa vsem tem. In jaz pol tako, velikrat to, kar mi v živo govorijo ali pa na koncertih, ki pridejo do mene, saj sem tudi parkrat tako na družbenih omrežjih, zdaj nikakor ne moram odpisovati na sporočila, ampak pol na kakšnem liveu odgovarjam na vprašanja, ki jih folk piše in to je skozi vsako drugo vprašanje, kdaj bo kakšen komad, kakor to je to, kdaj bo kakšen komad tak bolj gangsta. In jaz jim pač pravim, to je bil odraz takrat mojega začetnega pač ustvarjanja in obdobja, v katerem sem jaz pač bil. Takrat si tako čutil, ne? Takrat sem tako čutil, bil sem upornik, bil sem v takem krogu ljudi, delal sem določene pač stvari, ki jih zdaj pač nikoli niti ne bi na njih pač pomislil, ampak to je bil nek pač moj začetek in čutil se je tudi vpliv teh prijateljev, mogoče negativne družbe, ki sem imel v tem cajtu in ker sem bil jezen na cel svet. Takrat so se moji starši ločili, imel sem poškodbe, mogel sem nehati trenirati košarko, ker sem bil zelo perspektiven. Očeta ni bilo, 10 let nisem imel z njim pač stikov, mogli smo se znajti sami, mama samohranilka, pustil sem šolo zato, da bi, šel sem izredno, sem delal izpite ob delu zato, da bi lahko pač prispeval, da bi lahko pač doma pomagal, imeli smo tudi finančne probleme, nobenega sorodnika v Sloveniji. In tako zgodba je bila kar, ni bila toliko pač preprosta. Jaz hvala Bogu, da sem imel glasbo, da sem imel šport, da sem se iz teh nekih negativnih kako bi rekel, vplivov pač izvlekel. Ja, ampak tudi muzika je bila pol nek moj ventil, ker sem jaz pač vse povedal brez dlake na jeziku, kar si pač želim. In dost mladih pol me sprašuje in jaz jim pač povem, zdaj čist drugače živim, kakor takrat. Minil je, se pravi, 12 let od takrat ali pa 10 let, ker sem delal te komade. Spremenil sem se kakor pač oseba, spremenil sem način razmišljanja, svojo družbo, okolje, v katerem sem in sem rekel, tega starega Čaleta Saleta več ni, on pač več ne obstaja. Jaz ne moram nekaj delati, kar pač ne čutim in kar se meni pač ne živim več tako, kot sem pač prej živel. In sem jim pač rekel, bom naredil sigurno še kakšen tak, mogoče malo bolj komad v takem hip-hop stilu, da zadeva mogoče ne bo toliko pop pa komercialna, pa da ne bojo mogoče same toliko pozitivne stvari, da bo mogoče malo bolj, ne bom rekel uporniški, ampak bolj v temu hip-hop rap stilu brez dlake na jeziku, ampak še zmeri bo pa z nekim tem mojim novejšim pač pridihom. Sigurno ne bo noter kletvic, pa ne bo noter teh negativnih stvari, ki so pač prej bile. Tako da ja, bomo videli kako, ampak ja, publika je pač, vse je odvisen od pač posameznika, ampak sem zelo vesel, da sem pač lahko na toliko majhnem trgu nekaj dosegel s to zvrstjo, kar res v Sloveniji ni toliko popularna, oziroma sem jo, mogoče rap ali pa hip-hop sem bolj približil ljudem, kakor prej. Jaz moram tle se dotakniti temačne tvoje preteklosti, če lahko tako rečem. Valjda. Jaz sem zate prvič slišal v Cerknici, se pravi Cerknica pa Vrhnika nista toliko narazen. Ja. Takrat meni se zdi, da sem celo šel na en koncert na Vrhniko, ne tvoj, tako nek se je dogajal in takrat se je ful govorilo, da pač ja, je neka gangsta scena tam, da je nek Čale Sale, ki je čist res gangster, hardcore na polno, a veš, da je pač to, da je pač res že mafija varianta, ne? In pola, veš, jaz sem takrat videl, pa jaz sem bil tudi še mulj, veš, tisto malo, dobro, bomo videli, kaj se zgodi, pa itak ni bilo nič karkoli, pa kar naenkrat lagano Čale Sale in jaz sem takrat bil tako, to je stari, kaj bo zdaj tle poštolo, ne vem kaj, ne, ampak pok sem te pa spoznal, sem pa rekel, wow, kakšen preskok. Ja, to so vsi rekli. Zdaj mi pa tu povej, a je res to tak preskok, da si bil res takrat tako hardcore? Pa tako bom rekel, mislim, jaz ali je bilo to napihneno, a veš? Ne, zadeva je bila taka, da to je bil gangsta stil muzike. Se pravi, ena zvrst, kjer smo mi prikazali sebe v tej luči, zadevo smo sigurno napihnali. Ja. Prvo kot prvo, jaz sem bil
v družbi različnih ljudi, pač nimam tle kaj skrivati, ker so se ukvarjali s kriminalom, pa so delali kakšne stvari, pa imajo mogoče tak nek street respekt, oziroma jih folk pozna, da ve, da z njimi ni za frkancije. Ne se zafrkavati. Še danes bi oni, tako kot reče folk iz ulice, čuvajo hrbet, pa me podpirajo, pa vse, se mi družimo, pa vse, ampak nikoli nismo imeli skupnih nekih poslov ali pa kakšnih takih stvari. Jaz nisem bil v tem, kako bi rekel, kriminalu, da bi delal neke pač take stvari. Smo pa rekli v spotu, zaradi tega gangsta rap efekta, da določene stvari bi pa lahko pokazali. Takrat je to moj pač producent bivši rekel in je rekel, noben ti ne bo verjel, kaj ti pač govoriš, če ne bomo mi stvari pač pokazali, mogli bomo malo bolj ostro iti, ker noben tega pač še v Sloveniji ni naredil. Iz tega razloga smo noter pač pokazali orožje, hude avte, to družbo malo na kupu, nek denar, bilo je tudi malo trave in tako naprej. In v tem obdobju jaz nisem živel ta lifestyle na tak način, ampak smo mi to hoteli prikazati zaradi tega gangsta repa pa tega stila, ker pač v Ameriki je to bilo pač čisto normalno. Sej verjeten, večina folka je itak vedela, da jaz ne živim na ta način, da ne hodim okoli pač z orožjem, nikoli nisem pač orožja imel. Ja, znam, sem bil v tej, kako se reče, na strelišču, z inštruktorjem mi je pokazal, pa vse sem se pač naučil, sprobil, nisem pa nek fan, niti nikoli nisem hodil okoli z orožjem, niti z drogo, niti nič, pač s travo. Nimaš doma v sefu skrito, če kdo pride. Nikoli. Pa tudi, naprimer, jaz trave nikoli nisem redno pač kadil. Bil sem v družbi, pač sem imel frende, s katerimi smo se družili 2-3 leta pač zapored, ko so vsak dan jointe pač kadili, ali pa ko smo v studiu ustvarjali. Te, kjeri so z mano ustvarjali, so enega za drugim pač motali, a za mene so vedeli, da pač jaz dejansko se pač ukvarjam športom, da me to ne zanima. Sem jaz parka te stvari probil, pa vse, ampak ni pa tako, nekdo, ki pol vidi mene zuno tako vrečko, tam trave v spotu, ka maham, pa neki repam, avtomatsko misel, da sem jaz pač, ne vem, vsak dan travo kadil, ali pa jo prodajal, ali pa karkoli delu. Veliko folka je dobil po tem vprašanju res napačen vtis. Mi smo mogoče to hoteli izvati strani ljudi, da dobimo neko pozornost, da oni vidijo, kdo je zdaj ta model, a je res to možno, da v Sloveniji nekdo fura ta gangsta rap stila. Ampak po drugi strani pa sem pa bil v takem okolju, pa se družil s takimi ljudmi, da so to zadevo lahko pač podprli in da so rekli, to je cool, v redu in vse je tudi. Tam se pojavijo eni liki, ki jih jaz tudi omenjam noter, ki so bili del nekega pač podzemlja, pa so imeli veliko denarja, pa so pol zadevo to celo sfinancirali. En, ki ga noter omenjam, ne vem, v tem komadu, to je to. On je rekel, ti samo meni noter pač moje ime, pozdrav me, jaz bom vse pač financiral, karkoli boš rabil, vse ti bomo zrihtali. In tako je pol tudi bilo. Jaz sem takrat bil mlad, nisem imel česa pač za zgubiti. Meni je bilo pač vse, kaj si bo folk pač mislil. Danes za nazaj, ko prevrtimo caj, če bi lahko kakšne stvari spremenil, jih sigurno pač bi. Prva stvar, da mogoče orožja pa droge v spotu ne bi kazal. Zato, ker če se vprašam, veš, kaj si nek zdaj mogoče 12-13 letnik, ki ta spot pogleda, bo mislil, je to napačno sporočilo. In tudi napačno sporočilo, naprimer, za mojega, naprimer, sina, ki bo to gledal. Ampak jaz ne moram zdaj zbrisati teh spotov, ne moram zbrisati svoje preteklosti, ne moram zbrisati teh nekih svojih napak, ki sem jih delal, lahko pa svojim delom te zadeve pač popravim. Zato pa vse te stvari, ki sem delal, pa ki sem mogoče bil v napačni družbi, delal napačne stvari, daju kakšne komade ven, ki so bili mogoče malo preveč hardcore. Danes lahko se mi zdi, da sem vse že to pač popravil s svojim novodobnim ustvarjanjem, sem pač tem, kar delam in da dajem pravo sporočilo. In tudi veliko mladih, tako kot hodimo po šolah, evo zdaj sem ambasador zdravja, tudi delamo z ministrstvom, oni so me v bistvu povabili k sodelovanju, prav minister osebno me je poklical, sva se usedla, mi je povedal, kakšna je situacija, imamo problem s tem, radi bi te pač, ne bom rekel izkoristili, ampak je rekel, radi bi te povabili k sodelovanju, ker vidimo, da imaš ful velik vpliv, še posebej na mlade, zdravo živiš, ne piješ, ne kadiš in tako. In smo se pač pol pogovarjali, smo najdeli neko skupno točko in tudi na neki točki so me pač ekipa iz ministrstva me vprašala, kaj pa glede komadov, pa to. Bil je nek nastop in so rekli, kaj boste pač vse repala, nam lahko sam poveste, pa da slučajno ne bo unga komada, to je to. Sem rekel, ne, tega komada res, če je mlada publika, pa to ne repam, ful pazem na to neko, kakšno bo pač sporočilo, pa kako bo zadeva pač izpadla. Tako da za nazaj, ko gledam, to je vse live, učiš se, spreminjaš se in napreduješ kakor oseba in čudem bi bilo, če bi jaz pri 32 letih
iste komade delal, pa isto razmišljal kot pri 20-ih. In hvala Bogu, da sem se iz vseh teh svojih napak naučil in da sem se v neki razvil in da sem tudi napredoval. In ful mi je všeč to, kar veliko folka pač reče, kakšen preskok si naredil v glasbi, v glasbenem smislu in tudi kot oseba. Ne samo glasbenem, na splošno. In tu res na boljš. To je morda tudi tisto, ki se vrneva nazaj na uspeh, da znaš se naučiti svojih napak. Tako, to pa sigurno. Mislim, jaz ko pravim, napaka ni napaka, če se ti iz nje nekaj naučiš. To je samo lekcija. Napaka je zadeva ena, kad narediš nekaj narobe, pa skozi pol to isto ponavljaš. To je napaka. Če pa ti iz tega pač se nekaj naučiš, povlečeš eno lekcijo in v isti podobni situaciji narediš nekaj boljšega, drugače reagiraš ali pa se mogoče malo bolj razviješ, je to čisto nekaj drugega. Tako da sem zelo vesel, da ljudje pač to opazijo in ni me sram pač svoje preteklosti, kakorkoli, tisti, ki me poznajo, 90% pač folka po moje ali pa 99% ljudi ve zame pač, da sem dober človek, da nobenemu nikoli nisem slabega naredil, škodoval, da sem zmeri bil tudi nekdo, ki je pač z mano bil na snemanju takih komadov ali pa spotov. Iza tega je bilo ful ene zafrkancije, ful sproščenosti, jaz sem še zmer bil pač čisto normalen. Kljub tem nekim negativnim stvarem, ki se, ne vem, praktično v tem spotu pojavljajo, je zraven bil tudi skozi šport, trening je bil na polno, bili smo pač s prijatelji tam na kupu, ki so bili malo, so grdo gledali zaradi tega pač vtisa, ampak dejansko je to bil takrat pač moj stil, takrat me je to fural, pelal, v tem sem se najdel, dal sem ven pač vse iz sebe in zdaj pač po vseh teh letih je pa prišel cajt za pač nekaj drugega in dejansko sem zelo vesel, da sem na tej točki, kjer pač isto nekaj delam, kar me veseli in dajam ven pač neka res pozitivna sporočila. In ker sem jih omenil to za Ministrstvo za zdravje, imamo res ful lep projekt. Folk zame ve, da niti ne pijem, niti ne kadim, tako da zmeri pač poudarjam to. Letos imamo 4 različne teme, na kjer se osredotočamo. Moja glavna tema je pa zloraba alkohola pa kajenja, ker imajo z mladimi res ful problemov po vseh možnih statistikah, da se vse več mladih že v osnovni šoli spoznava z alkoholom, s cigareti, z e-cigareti, z vejpi in se ne zavedajo, koliko je to dejansko škodljivo na njihovo telo. Škodljivo je za vsakega posameznika, ki je že odrasel. Ker pa si ti še v razvoju, fizičnem in psihičnem, ima pa to še večje negativne pač učinke. In jaz sem pač ta, ki ima to neko moč, ki jo lahko pač izkoristi za nekaj pozitivnega in sigurno hočem in svojo glasbo in nasploh svojim življenjem, obnašanjem, pa vsem tem, kar delam, pozitivno nekako vplivati na tiste, ki me poslušajo, pa ki mi prisluhnejo. In pol me folk sprašuje, a si dejansko pač koga že rešil iz teh nekih negativnih stvari. Sem sigurno. Sigurno in svojo glasbo in svojim pač sporočilom in velikrat je tudi tako bilo, da sem, ne vem, dobil kakšne klice ali pa ob kakšni priliki sem bil na pogovorih s kakšnimi res problematičnimi fanti in po šolah in tako, ker so bili psihologi zraven, ker niso vedeli, kaj da pač z njimi naredijo. In sem se jaz pač pogovarjal 20 minut z njimi ali pa 15 minut in je pač čez 2-3 mesece sem dobil klic, ne moramo verjeti, da je šla zadeva pač čisto neko drugo smer in koliko dejansko imam lahko vpliva več, kot kar mogoče nek starš ali pa učitelj ali pa doktor, ker jaz sem dejansko njim bližji, ker sem te zadeve dal čez na svoji koži in jim je to lažje, ker dejansko, da jaz pač povem, v katero smer je šel pač moje življenje, kje bi lahko pač danes bil, veliko prijateljev, ker sem bil 18-19 let star, kje so končali, nekateri so že pokojni, nekateri so, ne vem, zanj smo bili na eni šoli, pa sem povedal, en kolega so mu mogli odrezati del noge, ker je bil na koncu, začel je z alkoholom, cigareti, končal je na heroinu in je pol dobil sepso in vse to so mu mogli nogo odrezati. Take stvari, ne vem, dosti jih je šlo pač v tujino, nekateri so pač tudi v komadih, povem, večkrat končali v zaporu, da pač je šla njihovo življenje v neko negativno pač smer, iz kjere niso pač znali splavati. Jaz pa hvala Bogu, čeprav sem bil mogoče v določenem obdobju življenja v malo negativni pa slabi družbi, kjer sem se pač sam sebe iskal, ni bilo očeta ob meni, ki bi rekel, ta malo dej umer se, to ni v redu, ne smeš tega delati. Mama ni imela takrat vpliva na mene, jaz nobenega nisem pač poslušal, ker sem bil pač najstnik, ki je ločitev te itak pač prizadane in še posebej, če imaš res, jaz sem tako znam reči, če imaš same budale ob sebi na kupu, na čistega dobrega ne more ratati. Hvala Bogu, da sem res imel tak pozitiven karakter in da je zmeri bil del življenja mojega šport in glasba in to me je nekako pol izvlekel iz vsega tega. Tako da zato pa zmeri pač poudarjam mladim. Zelo je dobro, da aktivno preživljajo cajt,
in da se še posebej pogovarjajo o svojih problemih. Ker jaz sem imel na srečo par tako prijateljev, s katerimi sem lahko se vsem pač stvarem pogovarjal in so mi pač svetovali. En moj kolega je bil tudi ful veren in tudi ta vera nekako je na njega pač vplivala, da je lahko on mene pač usmeril v stran od negativnih stvari. Tako da... Kako si pa takrat handlal ta preskok, ki se je zgodil, recimo, dajva reči z Lagano, da se je vse tu začelo, vsi so te prepoznali. Kako je bil takrat ta občutek? A te je bilo normalno? Ne, ni mi bilo normalno. Mislim, vse nobenemu po mojem človeku to ne more biti normalno, ker ta komad je res, mi pravimo počul, to je bilo tako v obdobju pol leta se mi je življenje pač uno. Ker verjetno niste vedeli, da bo do tega prišlo, ne? Ne, noben ni tega pač vedel. Midva tako je bila, zadeva je bila, da 1-2 leti jaz muzike nisem delal in s tem producentom Damjanom Jovičem, midva sva predtem ustvarila en moj album, ki je šel leta 2013, 11.11. 2 leti se je pač vlekal, jaz sem ga mogel že izdati 11.11.2011, pa pol zadeva ni šla, sem pa naredil vmes pač veliko singlov, neki sem tudi nastopil, ampak takrat v tem obdobju je to bilo tako res preživljanje iz meseca v mesec. Vse, kar sem zaslužil od muzike, sem pač imel za nek pač sproti pač življenje, račune, pa vse to, ker sem pač sam živel, ampak sem pol dejansko toliko vlagal naprej, da sem bil skozi pač na nuli, na meji nekega minusa. Jaz se spomnim, da za ta album, ne vem, sem mogel dati, to lahko povem, 1000 evrov je bilo za tisk pač teh 1000 nekih CD-jev, ne vem, kako je bilo, glih svalil mi je neki keša. Jaz sem si mogel od par kolegov, od enega kolega sposoditi pač keš, na srečo mi ni pač nič računal pol, ampak je rekel, evo, tukaj boš imel pač vrn. Jaz sem si mogel sposoditi keš, da smo lahko prvič 1000 CD-jev stiskali. To je bila moja kruta realnost 2013. Pa imel sem nekaj pač sponzorje, hvala Bogu, da sem jih imel, da sem lahko te spote finančno pač posnel, ker drugače ne bi mogel pač prijeti skozi. In 2013, ko sem ta album izdal, se je ta album pol v 2000 izvodih pač razprodal. To je bil zame takrat pač ful dosežek. Lih na koncu sem bil lih na nuli, da sem vse pač zadeve pač pokril in stroški in snemanjem in še en spot smo posneli. V glavnem vse je bilo lih tako. Naravnimi modeli. Ja, in da sem lahko vrnil cash. Ja, to je prva bila stvar, da sem vrnil, ker si ful tako v življenju ne rad sposojen denar, tudi tako od svojih bližnjih ali pa kaj, če bi rabil, nisem nikoli pač si sposodil. Raj pač ne vem, bi bil lačen doma, kakor pa da si pač sposoden. To je bila res izjema. Tako da ja, in pol je bilo dejansko, potem sem rekel, kaj zdaj, ne? Prodal sem teh 2000 izvodov, to ni zdaj ne vem kakšen denar, komi sem pač na nuli, kaj da pač počnem. Vsi so mi rekli, moraš malo gledati nase, si pač osebni trener, imaš to licenco narejeno, pay to fitness, mej stranke, nekaj zasluži za svoj life in to je to. Pol se mi je ponudila ena tukaj poslovna dobra priložnost z enim lastnikom fitnessa, je rekel, da se viduje, da se jaz dosti poznam na športno prehrano, ker sem tudi bil ambasador za neke te športne ponudnike, ki so bili prvi v Sloveniji za to. Dosti me folka še danes pa z njimi povezuje, ker sem pol v spotih nosil majice pa tako. In je pol bila taka zadeva, da on je mene prepoznal v meni neko znanje, nek talent, to, da sem dober pač z ljudmi, da sem bil pač najbolj popularen trener tam v fitnessu v Ljubljani, ker sem imel največ strank, pa vsi mislijo, da si sam ženske pol treneru, definitivno ne, tako je bilo kar 50-50. Iskreno mi je ženske bilo najtežje trenirati, ker so bile najmanj zmotivirane. Tipi so zmeri bili, rad bi imel take mišice, kot ti, rad bi to, rad bi shujšal, ne vem kaj vse. Punce pa ja, mal bi rit za tega napatlele to, pa veš, pol pa je bilo ful tega pogovora, na koncu sem jaz bil njihov psihiater, nisem toliko bil trener, pa saj sem probal biti strog, ampak vse je to od posameznika bilo odvisen. Tako da sem pol to 2 leti delal, ta producent Jovič je pa šel v Anglijo, je pa tam iskal isto neko novo, oba sva bila nezadovoljna z sceno pač v Sloveniji, še posebej to, kar smo delali, ta hip-hop rap, smo videli, od tega pač mi ne moramo živeti, gremo pač naprej, vsak proba nekaj svoje. On je delal eno drugo zvrst muzike, Bell House je delal pač v Angliji in jaz sem pač en dan sam dobil klic, ker se je on vrnil nazaj. Jaz sem mu rekel, care, jaz imam zdaj trgovino športno prehrano, tukaj imam stranke v fitnessu, prid pogledat, prid pozdraviti, ja je prišel, njemu nič ni bilo jasen, kvaj zdaj to, tam bio kotiček, on je vegetarijanc tudi, je pol neki tam gledal, a res bio, dej da probam to, pa vse take stvari. In pa sva rekla, da je en dan, da se dobimo v studiu, da probamo nekaj narediti. Jaz sem rekel, lej, jaz zdaj poslušam tudi čist drugo muziko. Jaz sem začel med tem cajtom pol, prej sem bil res hardcore, samo rap, hip-hop pa vse to. Pa sem začel že malo poslušati pop, to, kar je bila muzika v fitnessih, je bil ta en radio,
ker ti daja top 100 komadov, ki so najbolj trenutno pač poslušani, nek sistem tam so imeli. Sem jaz pol tako si zapisoval te komade, poslušal doma na YouTubeu, medtem, ko sem delal veliko na računalniku v pisarni in mi je naenkrat ta reggaeton, mi je ful sedel, latinska muzika, ta stil, ki je bila pa mešanica repa pa petja, ne. In te artisti so mi bili pač ful dobri, evo, najbolj znani so danes Maluma, J Balvin, Bad Bunny je eden izmed najbolj znanih, čeprav on bolj poje tudi repa vmes. In sem rekel, okay, zakaj ne bi jaz tega probal, to noben pač prnila še ni naredil. In jaz sem imel ta komad lagano, čisto iskreno tako, 3 leta že v predalu je doma pač stal. Ja, že bil? Ja, je bil že pač narejen, tako leta 2014, 2015 je bil že narejen, išel je 2017 in sem imel osnutek, se pravi refren, pa prvo kitico, pa ne vem, Še na roke napisano. Ja, nekaj je bilo na roke, pol sem jaz to pretipkal na računalniku, pol sem že, vse, kar sem tipkal na računalnik, sem si slikal s telefonom in pol sem s telefonom prišel v studio in sem bral iz telefona. In jaz sem njemu pač pokazal ta beat, glasbeno podlago, na katero sem jaz ta komad pisal. Njemu je bilo to všeč, rekel, to je top, mi lahko to ful dobro naredimo, da probamo neki. In on je pa že imel eno podlago narejeno, ki je sicer delal čistko po nekem svojem feelingu, tako za nobenega, pač za sebe je pač delal in je rekel, da vidimo, če to gre skup, malo sva tempo prilagodila, malo vse in pol, se pravi, ko sem jaz prišel, ko sem njemu ta komad predstavil, ne vem, petek je bil, on je malo to glasbeno podlago prilagodil, naslednji dan v soboto sem jaz prišel, da midva ta komad že posnameva. In midva sva prvo kitico in refren že posnela in tako sva se sam pogledala in ok, to ima potencial, nekaj je. In ko sva poslušala komad, imam jaz en posnetek doma, sem pač tako snemal story njega pa mene, da sem to pol punci poslal. In on je že, ko je prišel ta refren na začetku, se človek začel dreti v studiu. Hit. Jaz ko gledam, dej, ne Prav je vedel, okej. On je imel ta feeling že, to širšo veš sliko. Jaz pa takrat nisem mislil, da bo kaj bolj resno pač iz tega. Jaz sem pač, probimo, če bo, meni je hudo, cool mi je, nisem pa vedel, kako bo zdaj to folk sprejel, ker je res bilo nekaj čist novega, sprememba stila, niso bili navajeni, dosti pozitivno bilo, zafrkansko tudi vmes, veliko teh punchlinov je noter bilo in nekako izvleče komad iz tebe ven nek nasmeh in te zabava in pol smo sam rekli, ok, to, kar imamo zdaj, moramo pa res en dober spot posneti, ne. In tudi pol zgodba je bila s tem spotom, ker smo bili res ful omejeni z budžetom, da 2 režiserja, ker sem jih jaz pač poklical, ker sem prej z njimi delal, nista hotela tega delati, ker ni bilo dovolj budžeta. In sta oba rekla, ne, za tak mehen cash tega ne bomo delali, ne splača se nam. In potem sem najdel eno ekipo Square Me, ki so res ful uspešni, delajo tako z agencijami in tudi snemajo vse tako reklame z največjimi budžeti, ki jih pač vidimo na TV-ju, ker res pač rečeš, ok, to je bilo res pač drago. Vsi moji spoti skupaj, mogoče, ajde, moji so malo dražji, ampak veliko spotov, par mojih spotov skupaj, kad daš cel budžet na kup, oni snemajo za ta denar samo eno reklamo, ki traja 15 sekund, za večje firme. Njim se to itak najbolj splača, in so oni rekli, mi se pač spoti ne ukvarjamo, smo posneli en spot, pa vse. Prek enega kolega sem prišel do njih in so rekli, všeč nam je komad, ajde, damo ti priliko, bomo res šli, nam ful malo pač od tega ostane, ampak to nam je izziv, da probamo. In pol, ideja je bila dobra, nasploh in naslov in vse pač zadeva se je pač poklopila. In jaz sem imel z vseh strani. Jaz sem imel to idejo že takrat, se ne vem, kdo je pač prišel do tega, pač v studiu sva bila, ko sva s tem Jovičem poslušala pač komad in sva prav rekla, da jaz, kaj mi manjka, da jaz moram biti ta fant, ki pač cele dneve res dela in je zraven je pa ta pač punca, ki ga ne šmergla 5%, zaradi tega, ker ima enega pač ob sebi sugar daddyja. Jaz sem pa pač navaden delavc, natakar, ne vem kaj vse. In kaj je on rekel natakar, sem jaz rekel, smetar, lahko sem smetar. In pol je bilo, ne, smetar, to bo malo sramota, pa tako, ne, glih to moram iti na tisto, kar noben ne bi naredil, da nekatere bi bilo sram se obleči to smetarja, pa se furat gor na tem, meni je bilo pa to cool, ker tudi par let nazaj sem tudi delal to še, se pravi kot študent, moje prvo ali drugo delo je bilo na smetišču razvrščanje odpadkov, nikoli nisem bil temu se reče surfer, da bi se pač pelil gor, ampak sem pa razvrščil pač odpadke in poznam pač, po domač povedan, te komunalne delavce, smetarje in jim pač je to ful delo, ki ga je pač treba ceniti, in jaz pravim, vsaka dela, kjerokoli pošteno delo je to hvale vredno in to delo ni nič slabše od dela, ne vem,
v pisarni ali pa v trgovini za pultom, kakorkoli, ne. In pol vsi, ki sem pač bil tam na komunali, ki smo to snemali, vsi te smetarji, komunalni delavci so bili ful pač ponosni na to, on je to pri nas snemal in je tako, res to jim še danes pač ful pomeni. Na vrhniki, ki se srečamo, ki pridejo po smeti, vsi mahajo, kje si legenda, jaz tim, kje si, kva je zdaj, pozdravim jih, pogovarjamo se in tako da je ful dober vibe. Ja, in pol je pač zadeva sama od sebe pač tekla, ljudje so to sprejeli, nekaj novega je bilo, iskreno je bilo, komad je kvaliteten, spot je kvaliteten, zanimiva zgodba je, kot film smo zadevo pač naredili in nekako se je pač poklopili in je sam pač naredil boom. Jaz nisem bil na to pripravljen, nisem tega pričakoval, tudi vsega tega, kar pride zraven, vse te slave, prepoznavnosti, a ne. Slovenija je dost mehna, a ne, in pol hitro to do ljudi pride in hitro se ta zadeva zaokroži in še posebej med mladimi tako, ne vem, predvčerajšnjem sem se sprehajal s punco, so šla v center jesti, pa je bilo vse cool. Ne vem, mogoče 2 ali 3 so me pač prepoznali pred tem komadom. Pol pa, ko je komad pač prišel ven, je bilo pa lih tako, da 2-3 me niso prepoznali. Prav, vsak drug, a je to ona, slikca, drugo, tretje. Meni je bilo pa že tako malo, prvo neprijetno, kaj je zdaj to, veš, ne moram se skozi center čez Ljubljano normalno pač sprehoditi, ampak pol sem pa to pač sprejel v smislu kot nekaj pozitivnega. In vsi, ki me vprašajo, kako pač prenašaš to slavo, pa to popularnost, jaz zmeraj tako pravim, raj imam to, da nimam miru, pa da me folk prepoznava, pa kdaj obremenjuje, pa da ni toliko privatnosti, da me poznajo, aha, to je glasbenik, da me prepoznajo zaradi glasbe, zaradi mojega dela, kakor pa, da bi delal glasbo, pa da noben ne bi vedel, kdo sem, noben ne bi poslušal mojih komadov, noben. Če že moram zberati, raj zberem to, bom že prenašal te stvari, ki včasih tudi ni lahko, ker dejansko ti si sam navaden človek. Jaz, za svoje... Tudi ti rabiš mir, ne? Ja, rabim mir in za svoj pač, kakšne stvari, ki jih pač delam v prostem času, ki se hočem sprostiti, če grem sam nekam na sprehod ali pa s kirojem ali pa en krog s kolesom okoli ali pa s punco, da greva na večerjo ali pa s prijatelji, nekaj, ki sem v družbi. Hočem biti sam Saša Petrovič, nočem biti Čale Sale, ker jaz tudi sem Saša Petrovič. Čale Sale je nek moj alter ego, neko pač umetniško ime, neka pač, ne bom rekel druga oseba, jaz to sem. Službeno ime. Službeno ime, točno tako. In nisem jaz skozi Čale Sale. Jaz sem velikrat tudi Saša Petrovič naden človek, ki ne bi rad, da me vsak drug vid prepoznava pa vse, sem pa to pač sprejel kot del posla, kot pozitivno. Nikoli nobenega človeka v življenju nisem skenslil v smislu, nimam časa zdaj, a lahko slika, ne morem. Skozi sem se z vsemi slikal, vsakmu podpis, če je bilo treba kje na ulici, ki so me prosili za kakšen video, da postanem za kakšnega prijatelja, otroka in tako naprej. Nikoli nisem rekel ne, zmeri sem bil pač ljudem nekako na voljo. Je res, da ljudje pol tudi kakšne meje probajo pač premikati, pa nekako probajo to mogoče... Takrat je treba ustaviti, ne, malo. Ja, moraš znati kdaj reči ne, v smislu, da ne ustrežeš vedno ljudem v vseh njihovih pač pogledih pa pač željah, ker se to pač nikoli ne konča. Ena pač meja more biti. Ne vem, zadnjice mi je zgodilo tako, da neki smo pač snemali na igrišču za neka družbena omrežja in smo pač snemali in tam so bili pač eni otroci, ki so igrali na igralih in zdaj ena punčka ni nekako upala, bila je prvi, drugi razred, ni upala priti do mene. Videl se je pa, da se pač hoče z mano slikati, pa podpis, pa vse to. In je tako njena mama kar prišla do mene, mislim, do mene tako je prihajala, mi smo bili na izhodu iz tega igrišča in tako, alo, hej ti! Ja, kar to. In jaz tako pogledam in a mene pač kličete? Je rekla, a se lahko z mano te malo slikaš? Sem rekel, prvo se pozdrav, a ne, se reče živijo, dober dan, ne rabite me vprašati, kako ste ali pa karkoli, ampak če se ne poznamo, se bomo tikali zaradi osnovne kulture. In pol je bilo tako, a ne. Mogel sem postaviti že v začetku to mejo, zato ker jaz ne bi do nobenega pač tako pristopil, a ne. Jaz bi rad samo eno osnovno pač spoštovanje, eno osnovno kulturo. Sem rekel, ni problem za sliko pa vse. Problem je zdaj bil sam vaš pač pristop, ker se ne poznamo, ampak ja, seveda sem na voljo pripeljte punčko in tako. In je rekla, ne, se opravičujem, ful, joj, či sem kao se spozabila, jaz sem hotela, da se slika. Sem rekel, ni noben problem, sam ful imam rad to osnovno, res pač spoštovanje, še posebej, če se pač z nekom ne poznaš, a ne, in pol ta mala je dobila slikco, podpis, šel sem do avta, vse, pač smo zrihtani in je bila ful vesela in je bilo top, a ne. Ampak kdaj pač si v takih situacijah, ki moraš pač ljudem malo pokazati, ni problem, bomo zrihtali sam, res na prvem mestu nivo obnašanja kulture mora biti vsaj neka osnova, ker dosti mladih je tako, ne vem,
lih sem se nekam pač usedel, bil sem na enem takem javnem mestu in sem s kolegom začel lih jesti. In sem lih prva žlica je bila, in je en prišel zraven in alah sliko. Sem rekel, lej, care, videl si me že prej, ker sem naročil, prišel sem s frendi, pa vse, zdaj sem pa lih začel jesti. Alah počakaš, če se ti res gre za to sliko, počakaj, da pojem, 10-15 minut, pejte en krog, vrnem se nazaj, ne bom nikamor pobegnil, pa bomo naredili. In pol mi je lepo, ker iz spoštovanja pač folk pač počaka in se pač slika in zrihta. Se je kdaj zgodil, da pač se pol ni išlo, da sem bil na nekem takem mestu in smo lih pač bili sred kosila, nekdo se je hotel slikati, sem rekel, zdaj sorry, pač med tem, kaj jem, res rabim pač vsaj teh 10-15 minut miru. In pol so bili pač malo jezni, so dvignali nos in so šli in to je to, ampak ne morem pa... Tudi čale sale prebavlja hrano, no? Ne morem skozi vsem pač ugoditi. Tudi jaz sem pač človek in tudi, da veš, ko hočeš, ne vem, nekaj pač pojesti, pa kosilo, biti v družbi s prijatelji. Vsaj takrat bi raduno, dajte mi pustiti primer. Zdaj smo res ful govorili o tej preteklosti, ta preskok in to. Pa o tem, kar se že vse ustvaril, kar se glasbe tiče. Kaj bi pa rad še naredil? A veš, govoriva lahko o kakšni knjigi, film, morda serija, kaj tazga? Pa tako bom rekel, skozi me je zanimal nekaj na področju knjige, ker jaz imam v življenju res ful takih zgodb, ki si lahko, ne vem, človek, ki bi pač slišal te stvari, 99% folka bi rekel, ne verjamem, da se to res zgodilo. Ampak to so tako, kakšne res pač ekstremne, ali ekstremno smešne, ali ekstremno, ne vem, tako šokantne pač zadeve, a ne. In jaz sem rekel, zdaj, ni to pač za vsazga, a ne, to mora biti nekako pač kontrolirano, v smislu, da bi rabil nekoga, s katerim bi se jaz usedel, s katerim bi se o teh temah, vseh različnih zgodbah pogovarjal od začetka mojega življenja pa do trenutka. Je ful velik projekt in jaz tega sam ne morem speljati. Jaz rabim nekega pač pisatelja, nekoga, ki se s tem ukvarja, nekega kreativca, ki bi vse te moje zgodbe pač dal na kup, izvlekel najbolj zanimive, pa najbolj nekako te, ki so mogoče name pač vplivale v smislu, kako se je pač moja kariera pa pot razvijala in da se pač na koncu pokaže neko mojo zgodbo o uspehu skozi neke dramatične situacije. Ne. In po drugi strani, to je pač itak ideja pač za neko knjigo, na drugi strani... serijo. Ja, na drugi strani je pa tako, no, so me že kontaktirali par teh režiserjev, pa ustvarjalcev filmov in serij in tako, ker sem že večkrat jaz tako pač javno izrazil željo, da sigurno bi rad bil del ali filma ali kakšne serije. Evo, to lahko povem zdaj javno. Letos bi mogel nastopati v seriji Gospod profesor, 2. sezona. Bi mogel pač igrati neko vlogo, nekega varnostnika, ne vem točno kaj vse. In se zadeva ni poklopila zaradi terminov. Nismo se mogli uskladiti. Jaz sem imel prejšnji let ta velik koncert in v tistem tednu je bilo to snemanje, ker sem imel koncert in nisem mogel biti na dveh teh snemanjih skrat. In pol tudi, ker smo imeli audicije in ker smo brali te neke stvari, so rekli, ful si talentiran pač za film, pa za igro, mogel bi seveda vaje, pa mogel bi nekdo te pač usmeriti, mogel bi pač malo delati na tem. Pol pa v bistvu, jaz sem posnel en spot, Uspeh je naslov 2 leti nazaj, ker je v bistvu zgodba mojega življenja v 3 minutah. In je pol fora ta, da je to videl en režiser in je rekel, jaz bi na podlagi tega naredil serijo ali pa film. Film je zdaj ful kompleksna stvar, zadeva kot serija se pa lahko mogoče malo bolj spele, da lahko malo več stvari pač pokažeš, ker v uri pa pol ne moreš vsega pač pokazati. Če pa delaš serijo po 45 minut ali pa 1 urco ali pa 30 minut več delov, lahko ful več stvari pač pokažeš. In je ena ideja, to lahko pač, kar povem, nimam kaj za skrivati, ki bi se mogla predstaviti na Voyotu. Imamo že v bistvu in scenarij in približno zadevo, kako bi izgledala. Želijo si tudi, da bi jaz igral noter. V smislu, se pravi, mlad Čale Sale bi bil nekdo drug, jaz bi pa pol, to je ideja, da bi me pač pobril in da bi jaz igral tega Čaleta Saleta, ki je že bil v 19-20 letih, ki je že bil v nekem pač usponu svoje pač rap karijere in vsega tega, kar se zraven dogaja. In mislim, da bi pač bilo ful zanimiv, ker sem res živel tako pač življenje, malo filmsko, jaz pravim moje življenje, kot film, kot vožnja s tem vlakcem smrti, v zabaviščnem parku. Tako da, po moje, da bi to bilo ljudem pač zanimivo zagledati, še posebej mladim, ker bi res lahko videli, kakšne so bile te
res neke šokantne situacije, v katerih sem se jaz pač nahajal, s čem sem v sebi v stiku, kaj sem vse doživljal, ampak da sem na koncu pač lahko naredil to, kar sem naredil in da sem na koncu taka pozitivna pa normalna oseba, kot sem, a ne. Saj je dobro, da sem to vprašal, smo kaj izvedeli. Tako da ja, sigurno je. Sem že pač večkrat izrazil, a ne, to željo, tako da na tem področju sigurno neki bi, je pa res, da ima dan sam 24 ur, da jaz vsega ne morem pa sigurno sam, a ne. Jaz sem rekel vsem in režiserju in scenaristu, ja, sej to. Ne, mi smo že bili in jaz sem pač tako imel s temi scenaristi prav tako pogovore po 2-3 dni, po 3-4 ure, ker so me pač snemali zvočno in so oni pol vse te zgodbe pač pretipkali in izvlekali najboljše, a ne. Stari pol neki bo. Sem pogledal te zadeve in mi je všeč in se zda ful dobro pač narediti. Je pa zdaj to vse stvar drugih tudi ljudi, a ne. Kdo je pripravljen na ta projekt, uložiti, ekipa, vse, kaj oni od tega bodo imeli. Jaz mislim, da gledanost bi sigurno pač bila in da sigurno uspeh bi bil še posebej, glede na to, da v Sloveniji nimamo nobene take. Ja, tudi noben ni naredil, da dejansko ni dokumentarc, ampak je dejansko, prvo so rekli, če bi bila mogoče to igrana serija v smislu, da bi jaz govoril, pa da bi usporedno se kazala ta zgodba. Jaz sem rekel, bolj bi bilo zanimivo, da je prav serija, pa raj jaz noter pač odigram, dejte me pobriti, pomladiti, vse se to da z make-upom, bom stare une obleke nosil, ker sem jih imel frizuro, bomo malo drugače naredili, pa bom takoj star čale sale, a ne. In so rekli, ja, pač ful dobra ideja, tako da je to nekako še v povojih, je zadeva pač odprta, sigurno pa zdaj prvi projekt, res, ki ga imam zdaj za naprej, je ta, da odprem svoj studio. Del imamo še, to je v eni poslovni zgradbi na Vrhniki, kjer ni narejena za akustiko oziroma za te naše potrebe in morajo ta poslovni prostor zdaj prilagoditi, da bo res akustično tako, kot treba, da bo vse pač za naše potrebe, da bomo lahko tam delali, ustvarjali in da bodo pač zadeve top. Tako da je še 2-3 meseca nekih del, pa bomo pa jeseni, se pravi septembra, pridemo noter, da vidimo, kje smo, a je zdaj vse tako, kar mora biti, da pol pač pridemo not in da začnemo delati. Tako da prvo mi je ta studio, pol bi rad začel proti koncu leta ali pa v začetku novega leta bi rad začel tudi z delavnicami, kot smo rekli za mlade, ki si vprašal, kaj je pomembno za uspeh. Rad bi naredil delavnico, se pravi, kako narediti svoj komad. Za vse mlade ustvarjalce od začetka do konca, skupaj z mano, skupaj z enim učiteljem petja, z mojim producentom, da vsak pač pove svoj doprinos, na kakšen pač način. Jaz pač lahko povem, kakšen je moj proces, kako mi delamo, kako je nam najlažji, kakšen je ta pristop do tega, ker vsi, ki me pač poznajo, vejo, da sem pač profesionalc in vejo, da zadeve res jemljem 100% resno in ta moj bivši pač producent Jovič, ki je res pač je dober producent, midva sva v bistvu nehala sodelovati, ker je on prišel do neke točke, ki je rekel, zame je to postal pretežek profesionalizem. Ne moram biti pač del tega, ker je to zame res pač preveč naporno in gre v tako smer, da se zraven pač ne vidim. Pol se itak nisva tudi strinjala glede okusov glasbenih, on je hotel nekaj drugega, jaz sem hotel nekaj drugega. In je pol pač prišlo pač do tega, ne, in res ob sebi na prvem mestu me zelo veseli, da imam take ljudi, pač, ki se zadevi pač posvečajo in to jemljejo pač profesionalno in da vse, kar delamo, probamo čim bolj narediti, ne. In z ministrstvom in s podjetji, ki sodelujem in s komadi in zato hočem pol tudi te delavnice narediti tako, da dejansko bodo imele nek vpliv na mlade pa nek rezultat, ker jaz, ko sem začel ustvarjati, sem bil samouk. 13 let sem imel, začel sem sam pisati, poslušal sem Murat in Jowsa, album prvi sem si kupil, Besedi je moč. Na radiju sem slišal prvi komad, je bil Od ljudi za ljudi. To mi si Darte pel, meni je bilo to top. Jaz sem pač rekel, ok, jaz to hočem, meni to dobro gre, rime se znam spomniti, sem delal in pol je do tega prišlo. Ampak vse, ta cel proces sem se pa sam učil, a ne. Kako, kaj, poslušal sem komade, nisem imel kakor danes, ko imaš te tečaje, daš 100 evrov, plačaš in ti pol lahko... Zdaj je že na YouTube vse, ne? Tudi, ampak nek znan producent, ne vem, Pharrell ali pa Timbaland ali pa ne vem, tudi Kanye West, pa vsi te, imajo tečaj, kjer razlagajo, kako je treba imeti pristop do glasbe, do muzike, kako je treba pač se odzivati, kako je treba pisati pač tekste. Jaz sem vse to gledal, kako te znani hip-hoperi ali pa znani glasbeniki pač delajo, a ne? In zato pa bi rad to tem otrokom ali pa mladim, ki so še na začetku, to pač omogočil, zato ker bodo lahko prej dosegali uspeh, kot sem jaz. Jaz sem pri 26 letih, se pravi 13 let po začetku svoje kariere mi je ratal mega hit, nekomu bo mogoče že po 5 letih ratal, če bo imel nekoga kot mene, a veš, za mentorja. Po drugi strani bi pa rad imel te delavnice, kako priti do uspeha v življenju,
kot si me pač že vprašal, da skozi svojo zgodbo povem, kaj vse so moje delovne navade, kaj vse je moja rutina, oziroma ne vem, 20 stvari, ki jih delam vsak dan, ali pa 10 stvari, ki jih delam vsak dan, zato da bi pač lahko bil tako uspešen, poleg vseh teh obveznosti, pa vsega tega dela, pa vsega tega. Da doznaš še drugi, če svoje napake tukaj šuti. Tako. Ej, Čale, v bistvu zdaj caj še za zadnje vprašanje. Za vsakega je isto spet. Okay. Kako pa izgleda tvoj popoln dan? Popoln dan je po moje dan, ki sem jaz frej. Okay. Popoln dan ga še ni bilo. Mislim, je bilo. Tako pravim, jaz si zmeri probam nekak nedelje, da imam proste. Da sem lahko za familijo, da se lahko vidim in sestro in z njeno tam malo, z nečakinjo, da se lahko vidim svojo mamo, z njenim partnerjem, očimom mojim, se pravi, da smo tako pač vsi na kupu, velikrat ob nedeljah gremo v cerknico, evo ti pa kaj si tam, moja mama tam živi. Tako da ja, velikrat gremo tja, zdaj malo drugače, ker je Alex pač še mehen, pa oni kdaj pridejo do nas, mi gremo do tja. Fulje, tako za babico pravimo, da je težko, ker ima eno dvoletnico, ki je res pač polna energije, po drugi strani pa pol še dojenčka in pol dva tako otroka na kupu je že malo težji handlat za vse nas. In zdaj nekako imamo oddeljene obiske, en dan pridejo oni, drug dan mi, pa če se mi vidimo, se pravi z mojo sestro, pa z njeno tamalo Isabelo, če se vidimo pol tako, da nismo pri babi pa dediju, ker je za njih to pol res dosti dela, dosti enega pač usklajevanja, stresa, kuhanja, čuvanja otrok, pa vse to. Tako da ja, nedelja je popoln dan za me, da sem pač prost, da je dobro vreme, res to obožujem pač dobro vreme, da se lahko prvo naspim. Tega je bilo v zadnjem cajtu ful malo, tako da za me zdaj, če spim že 6 ur, sem videl, je že top. Pa da spim v postelji, da nisem na kavču, tako da kad sta Ivon pa tam malo na rijeki, tako 2-3 dni se res lahko pač naspim. Tako da ja, popoln dan, da je dobro vreme, da sem prost, pa da ga preživljam pa svojo družino. Če je zraven še kakšna aktivnost, kakšno, ne vem, kolo, skiro, neki mal sprehod, da se pač mal gibamo, mi je še boljš in to je to, no. Drugač pa zame pač popoln delovni dan je pa to pač, da naredim vse te stvari, kjer sem si pač v dnevu zadel, a ne. Jaz sem zelo znan po tem, da vsak večer preden grem spat si napišem, kaj me jutra čaka in kaj vse bi rad naredil in pol te zadeve pač klukam. In tako, nikoli mi še ni uspelo, da vse obklukam. Žal pač dan ima pač premalo uri in tako ob 10-11 se sam moje telo izključuje in pravno že zeham tam neki na računalniku, joj, dej še to stisnem tam, ne moram, grem spat, samo umijem zobe in zaspim. Ampak je pa dobro, da sem pač toliko zaseden zdaj, da dejansko nimam probleme s spanjem, ko se uležem, zaspim v minuti. Ne vem, kje sem, kva se dogaja, tako v kosu se sam zbudim. En sosed zdaj pri nas prenavlja, ne vem, ali kuhinjo ali kopalnico. Štemajo, ne, neki. Štemajo na polno in je dal obvestilo, da bo to trajalo pač 14 dni, a ne. In baje so en dan že, to mi je sosed rekel, začel 7:20 štemat na polno. Ja. Jaz sem se zbudil ob 8, a nič nisem slišal. Ob 8 sem se zbudil, tako vidim, odprem okno, ptički čivkajo. Ste že naredili, super. Nič nisem pač slišal, pol sem šel mimo stanovanja, nekaj sem slišal, da se dela, ampak tako, 40 minut so štemal, baje na polno, nič nisem slišal, tako da. The best. To je čar tega, da si toliko zaseden. Ampak sej, jaz tako pravim, moraš si vzeti tudi cajt za vse to, ker imel sem leta 2019, 2018 sem imel 100 koncertov v enem letu. In pol sem bil 2019 res fizično in psihično izčrpan, pregorel. Imel sem tudi probleme malo z depresijo in to so stvari pač, na kere moramo biti pozorni in jaz pravim, na naš hiter tempo življenja, vseh nas pač ljudi, vsak ima neke svoje obveznosti, delo, stres, doma, skozi je pač neka akcija. Moraš predvsem se prisluhniti, moraš se pogovarjati s svojimi bližnjimi o vseh teh pač problemih, ki jih imaš in tako naprej. Jaz sem tudi najdel pač neko minimalno strokovno pomoč, pogovor s kakšnim psihiatrom, psihologom v kakšni situaciji, da so mi iz te depresije pač pomagali priti ven, ker en dan je bilo tako, ko je bila korona, tudi kasneje sem bil isto v depresiji zaradi korone, ker sem bil navajen na tempo, da se skozi nekaj dogaja, takrat pa ni se nič dogajalo in je pač punca rekla, ti nisi v redu, ti si pač v depresiji. In jaz se pa začnem zafrekavati, ne, nisem, ajde 5 greva na internet in beremo 10 znakov, da ste v depresiji. In je bilo tako 10 od 10 znakov, da sem v depresiji. In jaz tako, ok, mogoče sem pa res v depresiji. In pa se zgodi, no, tako da to je vse del življenja, jaz pravim, moramo se čim več pogovarjati, poslušati sebe, biti pozorni na to, kaj se pa z nami dogaja in ne moreš pa celo življenje samo delati, ker pol življenje gre mimo tebe, ne moreš pa uživati v trenutnih pač
teh stvareh, ki se dogajajo. In življenje mora živeti vsak dan. In jaz pravim, izkoriste pač življenje za to, da ga živite, ne samo za to, da delate, da lovite pač ta zaslužek, ker če se osredotočaš na to, nikoli pač ne bo dosti, nikoli ne boš pač do nekega cilja pač prišel in zmeri, ne vem, če dosežeš en cilj, pol boš hotel skoš, dajmo še ta, dajmo še to, vse je lepo. Pač življenje je zanimivo zaradi izzivov, a ne, če imaš izzive, je to nekaj, kar si pač nekako zapomniš življenje zaradi izzivov, ampak po drugi strani je pa tako, da če si hvaležen za vse to, kar imaš, pa če se osredotočaš na to, kar imaš, imaš dejansko pol v resnici še več, kar imaš. To je nekako po temu se jaz držim in probam se v življenju osredotočati na to, kar imam. Na to, kar imam, ne pa to, kar nimam. Tako da je pa res, da pač vsak ima nek svoj mindset, jaz pa pravim, če razmišljaš pozitivno, se osredotočaš na pozitivne stvari, privlačeš nekako to energijo v svoj life in bo pol vse v redu. Tako da, tako kar komad prav, sam lagano, good vibe, vzemite si kdaj pa kdaj na dan tudi cajt za nek sproščen pogovor, kavo in to je to in bo vse cool. Ker si vse povedal, stari. Hvala ti, pa se še naprej to pozitivo. To je to. Kava s Červekom. DeLonghi, perfetto. Od zrna do skodelice.